Danes v Pomurskem dnevniku uradencih znova slavili Kenijci. Teden vseživljenjskega učenja. Mladi in njihova prihodnost v EU. Veržej najvišje na lestvici doslej. Vreme jutri večinoma sončno. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v tokratnem Pomurskem dnevniku. V Radencih je v soboto potekal že 35. maraton Treh src. Start teka na 42 in 21 km je bil kot vselej v zadnjih letih ob 9. uri. Nam pa se je prijavilo 361 tekačev. Na tek na 21 km, ki je štel tudi za slovensko prvenstvo, pa se je odpravilo 1944 tekačev. Skupno nastopilo prek 5500 tekačev in prek 2200 pohodnikov. Tudi letos so znova slavili Kenijci. Najhitrejši Slovenec pa je bil Mitja Kosovelj. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rdeča srca odletijo v nebo in tekači zagrizejo v progo. Tekmuj sam s seboj. Vsak je zmagovalec je geslo, ki je že 35. leto povezalo ljubitelje teka na maratonu Treh src v Radencih. Maraton, ki po številu udeležencev raste iz leta v leto, velja za eno najstarejših športno-rekreativnih prireditev ne le v Sloveniji, ampak tudi v jugovzhodnem delu Evrope. Na progo se je podal tudi 84-letni tekmovalec, ki je tekel tudi na prvem maratonu Treh src. Motivira me življenje, kaj jaz vem, želim biti. Jaz nisem drugač tekač, jaz sem kolesar. Jaz sem že prekolesaril in svetovno prvenstvo lansko leto, ko je bilo v Ljubljani. Prej sem pohodil v Avstrijo in imam najboljši rezultat, 8. mesto svetovnega prvenstva. Povejte nam, odkot pa ta ljubezen do športa izvira? Ne vem, odkje bi to izviralo. Jaz sem motiviran, ko enkrat začneš si vpeti to in ne moreš drugače. Medtem pa je za Slobodana Lukića to prvi maraton. Edini cilj je zdržati do konca, čas ni važen, uvrstitev ni važna, važno je sodelovati in se imeti fajn. Po ovinkastih cestah med hišami in poli 10-kilometrsko progo premaguje tudi smučarski skakalec Jurij Tepeš. Teh 10 km ni zelo veliko, ampak če bi šel pa hiter, je pa druga. Kakšni so bili občutki mogoče, o čem si razmišlja, ko si tekel? Enače, mi smo se cel čas pogovarjali, tako kot sem rekel, je bil za nas bolj to iztek, zaradi tega, da smo šli. Da smo sam prišli, smo se pojavili, v bistvu meni je veselje teči in zelo rad tečem, pa mi potem trenerji malo, vsake tokcata malo dovolijo. Čeprav gre za različne dolžine, je boj isti. Premagati samega sebe, pove najhitrejši Slovenec na 42 km Mitja Kosovelj. Že okrog 20 km se zamislil, opismo je še 20 km več, ne? Tako da potem gre pa to mimo, tako da potem si vedno bolj skoncentriran na samega sebe, na čas, gledaš ritem, če greš na ritmu in probaš čim hitrejši iti, nič drugega. Mislim, da letos sem nastopil tretjič na maratonu, pa tudi na polovičnem sem že nastopil, mislim, da 4-krat. Tako da, ne vem, tukaj je neko tako posebno vzdušje, prijazni ljudje tudi o progi, tako da se z veseljem vračam. Ja. Zato je najlepši občutek, ko zagledaš ciljno črto, se zadihani strinjajo mali, pa tudi veliki zmagovalci. Zdaj se počutim dobro, zato se zahvaljujem tudi vsej Sloveniji. A ne glede na vse, je zmagovalec na koncu dneva vsak, ki doseže zastavljen cilj. V petek se je začel že 20. teden vseživljenjskega učenja, v okviru katerega bodo v različnih krajih po Sloveniji potekali številni dogodki s ciljem izpostavljanja pomena pridobivanja raznovrstnih znanj v vseh življenjskih obdobjih. Več o dogajanju v tednu vseživljenjskega učenja v Pomurju pa nam bo povedal Alojz Raka iz Ljudske univerze v Murski Soboti. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Torej, za začetek nam povejte, kaj sploh je teden vseživljenjskega učenja? Teden vseživljenjskega učenja je najširša promocijska aktivnost z namenom, da promoviramo vse možnosti in priložnosti za učenje in izobraževanje odraslih, da promoviramo programe in različne organizacije, ki te programe pripravljajo in da seveda čim širši krog ljudi privabimo k sodelovanju, k aktivni udeležbi, zato da bi se
naučili kaj novega, da bi spoznali, kaj se v regiji na področju učenja in izobraževanja dogaja in da bi si s pomočjo teh novih znanj tudi lajšali, izboljšali svoje življenje ali pa našli priložnosti za delo in podobno. Kako dolgo pa bo potekal ta teden vseživljenjskega Kot ste že povedali, se je teden vseživljenjskega učenja začel 15. v petek z svečano otvoritvijo, ki je bila v Črnomlju, drugače je pa ožji teden, kot to imenujemo, do petka 22. maja, drugače pa so v teden vseživljenjskega učenja vključene vse aktivnosti, ki se bodo odvijale do konca junija letošnjega leta. So te aktivnosti brezplačne oziroma jih je potrebno plačati? To je pravilo tedna vseživljenjskega učenja, vse aktivnosti so brezplačne, udeležba prostovoljna in seveda v naši regiji imamo 4 koordinatorje teh aktivnosti, ki bodo skupno pripravili okrog 500 dogodkov. Vseh izvajalcev, ki so vključeni v teden vseživljenjskega učenja, je trenutno 126. Naj pa povem, da to množico dogodkov koordinirajo 4 organizacije, Ljudska univerza Murska Sobota, potem Razvojna agencija Sinergija, potem Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer in pa Zveza kulturnih društev Lendava. Tako kot vsako leto pa se tem dogodkom pridružuje tudi Zavod RS za zaposlovanje, ki prav tako pripravlja različne delavnice, predstavitve in podobno. In tudi njihove aktivnosti štejemo v ta sklop, drugače pa imajo oni koordinatorje na nivoju Slovenije enotnega. Če nam lahko še poveste, katere teme letos recimo delujete na delavnicah in če bi izpostavili katere od teh? Ja, na nivoju Andragoškega centra se vedno določi splošna generalna tema. Letos je to Evropsko leto za razvoj z sloganom Solidarnost in soodvisnost in odgovornost. Tem temam pa se potem pridružuje še različne podteme, na katere potem izvajalci vežejo svoje dogodke. Zelena delovna mesta in samooskrba, človek v trajnostnem razvoju, znanje izboljšuje življenje, kritično potrošništvo, kultura na poti iz roda v rod in pa seveda lokalna razvojna partnerstva. Če bi izpostavili katere delavnice, na katere so se že odvijale ta vikend, kdaj sledijo si recimo, kdaj bo naslednja? Glede na množico dogodkov bi povedal, da bomo sproti, oziroma da je dostop do vseh teh dogodkov na spletni strani Andragoškega centra, prav tako pa tudi na spletni strani Ljudske univerze, kjer pod sloganom Slovenija učeča se dežela objavljamo dnevni koledar dogodkov, objavljamo tedenski koledar dogodkov in pa tudi najdemo tam dogodke po občinah v celotni regiji. Mogoče bi izpostavil še to, da bo v okviru tedna vseživljenjskega učenja tudi, da bodo predstavitve 4 knjig. Prva jutri in sicer knjige dr. Vesna Vogodina ob 17. uri, potem bodo sledile še 3, pa o tem bomo najbrž še poročali, in pa izpostavil bi tudi zgodbe, ki jih bomo predstavljali na enem izmed internetnih portalov, kjer bo šlo za zgodbe ljudi, ki so si s pomočjo učenja, izobraževanja, usposabljanja ali tudi svetovanja nekako rešili svoj problem, status, zaposlitev in podobno. In te zgodbe so res poučne, torej kljub temu, da je kriza, kljub temu, da smo zelo pogosto črnogledi, te zgodbe govorijo ravno nasprotno. Torej vse, ki zanimajo delavnice, najboljše, da se oglasijo pri vas oziroma na vaši spletni strani. Tako in seveda tudi vas medije naprošamo, da o teh dogodkih poročate in potem ta duh tedna vseživljenjskega učenja, ki je že 20 let v Sloveniji zelo prisoten in je primer dobre prakse povezovanja, koordiniranja in seveda tudi združevanja sil na regionalnem in slovenskem nivoju, da jih s pomočjo medijev potem te dogodke naredite bližnje in seveda jih tudi objavite v javnosti. Hvala vam za te informacije in obisk v našem studiu. Hvala tudi vam. Včeraj je potekal že 19. kolesarski maraton občine Tišina, na katerem pa v ospredju niso bili rezultati, temveč druženje. Kolesarski klub Tropovci je včeraj organiziral že 19. kolesarski maraton občine Tišina. Lepo vreme je v Prekmurje privabilo 220 kolesarjev iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije in Madžarske. Štart maratona je bil pred gasilskim domom v Tropovcih, od koder so se udeleženci lahko podali na 3 različne proge. Na 101 km, na 41 km in na 15 km dolgo progo. Najštevilčnejša ekipa je na letošnjem maratonu bila ekipa Tondah s 24 tekmovalci.
Najstarejša udeleženca maratona sta bila člana Društva upokojencev Tišina, Kristina Varga, 79 let, in Ludvik Sever z 81 leti. Najmlajša kolesarja sta štela zgolj 4 leta, bila sta to dvojčka Nejc in Luka Ciglar. Vsi udeleženci maratona so na koncu dobili spominsko majico ter malico in pijačo. Informacijska točka Europe Direct Murska Sobota, Zavod PIP in Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer sta minuli petek organizirala forum Mladi in njihova prihodnost v Evropski uniji. Osrednja tema tokratnega foruma je bila nestrpnost v Evropi, pri čemer so dijaki skupaj z osrednjimi gosti razpravljali o jezikovni, kulturni in verski raznolikosti Evrope. Prav tako pa so se dotaknili aktualne teme tragedij prebežnikov v Sredozemskem morju. Na forumu so sodelovali Igor Šoltes, poslanec v Evropskem parlamentu, Matjaž Hanžek in Laslo Gönc, oba poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije. Ko sem poslušal vse to, osnovno središče je strpnost pa različnost. Vprašanje, kaj je prirojeno in kaj je pridobljeno. Recimo, če bi rekli, da je različnost prirojena, pač pa se rodimo različni, pa vsekako strpnost nekaj, kar pa se moramo tudi naučiti, kar moramo tudi skozi vrednote, skozi dojemanje družbe dobiti v svojo podzavesti. Tukaj igrajo gimnazije, šole, pravzaprav eno ključno nalogo in mislim, da se, tako kot je zdana knjiga, vse, kar sem se naučil v vrtcu, in pravzaprav ta izobraževalni sistem igra odločilno vlogo v razvoju potem zdrave družbe. Nogometašice Pomurja so že 17. zmagale. Veržejčani so zmago v Šmartnem skočili na visoko 4. mesto in tako visoko še pod taktirko Zlatka Gaborja niso bili. Odranci pa so zmago v Lendavi, tik pred naslovom v 3. ligi Vzhod. V ligi za prvaka so domačinke iz Beltinec pred 100 gledalci 17. zapored zmagale ter dosegle že neverjetnih 194 golov. Hat-trik je uspel Biljani Brdić. Veržejčani so gostovali pri zadnjeuvrščenem Šmartnem. Odpor domačinov so strli tik pred koncem prvega dela, v drugem polčasu pa je sledil šov Arpada Vaša. Visoko zmago pa je z 11-metrovke potrdil še Kavčič. 2 kroga pred koncem zasedajo Veržejčani visoko 4. mesto. Beltinčani so v Bakovcih z minimalno zmago še naprej v igri za naslov prvaka 3. lige Vzhod. In kaj lahko se zgodi, da bo naslov odločal derbi v zadnjem krogu. Vendar vodilni odranci ne popuščajo in so z visoko zmago v Lendavi še naprej na vrhu lestvice in 3 kroge pred koncem imajo 5 točk prednosti pred Beltinčani. Nafta je tekmo končala z 8 igralci. Rakičan je sprožil petardo v Črenšovcih, 6 žog pa je končalo v mreži Srdice, 4 zadetki pa je izstopal Luka Ciglarič. Grad je z domačo zmago na Čardo potrdil visoko 3. mesto. Isto število točk kot Goričanci pa ima tudi soboška Mura, ki je deklasirala turnišče. 2krat je v zaključku tekme zadel Hozjan. Rdeči karton je dobil igralec Bistrice Kelenc in tako zelo olajšal delo tromejniku, ki je s 40 točkami na 6. mestu. Jutri bo večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik, več v vremenu pa v nadaljevanju. Danes smo imeli sončen dan s temperaturami okrog 20 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričku namerili 16 stopinj, v Murski Soboti, Radencih ter v Lendavi pa 19 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti 11 in Mariboru stopinjo več, najvišje dnevne pa okrog 29 stopinj Celzija. V sredo se bo od zahoda postopno pooblačilo. Popoldne se bodo predvsem v zahodnih in severnih krajih začele pojavljati krajevne padavine, deloma nevihte, ki se bodo zvečer in v noči na četrtek razširile nad vso Slovenijo. V četrtek bo oblačno, deževno in hladneje. Temperature v naših krajih se bodo gibale med 10 in 12 stopinjami dopoldne, najvišje popoldanske pa v sredo okrog 27 stopinj, v četrtek in petek pa le okrog 13 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran www.tvideja.si. Zagotovo pa bodite v naši družbi tudi jutri. Lep preostanek dneva še naprej in nasvidenje.